Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenije Bistriške televizije v prvi polovici septembra, v katerem se je v Slovenski Bistrici zvrstila kopica dogodkov, ki smo jih uvrstili tudi v informativno oddajo tega tedna. V ospredju so prav gotovo dogodki vezani za 22. podobe bistriških domačij, ki jim je bilo letos naklonjeno tudi vreme. Če smo že pri vremenu, naj omenimo še mali šmaren ali malo mašo, za katerega pravi ljudski pregovor, da že za suknjo vpraša. Do suknja, upajmo, je še kar nekaj lepih sončnih dni. V spominu pa nam bodo gotovo ostali dogodki preteklega in tega tedna, zato ne zamudite oddaje, h kateri vas prijazno vabimo, da si jo ogledate. V sklopu podob bistriških domačij tudi živinorejska razstava in rokodelski praznik. Ljudska univerza predstavila nekatere brezplačne izobraževalne programe. Društvo za kulturno vzgojo Krog svoje delo predstavilo na dnevu odprtih vrat. Pretekli teden je svoja vrata za obiskovalce odprla tudi bistriška vojašnica. Ta teden pa so obeležili dan logističnega polka. Na Češnjevcu je neznani storilec ukradel večjo količino gradbenega materiala ter podjetje oškodoval za 10 000 evrov. Kegljaški klub Impol obeležil 40 let delovanja. V rubriki Aktualno o sklopu dogodkov povezanih s podobami bistriških domačij. Med tradicionalno že 22. kmetijsko-turistično prireditev podobe bistriških domačij se po 6 letih v Slovenski Bistrici gostili tudi 6. živinorejsko razstavo. Razstavo pri cerkvi svetega Jerneja si je v petek 7. septembra ogledalo veliko obiskovalcev. Posebno pozornost je pritegnilo ocenjevanje krav lisaste in črno-bele pasme. Med odprtjem razstave so goste nagovorili Helenca Kapun v imenu organizacijskega odbora in predsednica Kmetijskega društva Slovenska Bistrica, Branko Ravnikar, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Nekaj več o razstavi je povedala Helenca Kapun, predsednica Kmetijskega društva Slovenska Bistrica. Zdaj trenutno pa že poteka prvo ocenjevanje krav. Začeli smo s prvesnicami lisaste pasme, kot ste pa prej videli, letos želimo popestriti to prireditev z vodenjem teličko, tako da to otvoritev je prvi teliček danes že v pravo. Ocenjujete pa pravzaprav dve pasmi? Ja, tako je. Na Bistriškem sta v glavnem prisotne dve pasmi, mlečni pasmi, črno-bela in lisasta. Lahko pa rečemo, da na tem območju imamo najboljše krave v Sloveniji, dosegajo tudi najvišje mlečnosti v Sloveniji in so primerljive torej z ostalimi rejci. Seveda pa so na ogled tudi druge živali? Ja, seveda. Sporedno poteka tudi poleg goveda, ki je danes glavno tukaj, si lahko obiskovalci pogledajo tudi razstavo konj, drobnice in pa letos so popestrile našo prireditev tudi male živali. O pomenu živinorejske razstave smo povprašali tudi župana občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja. Najprej seveda so tukaj 22. podobe. Namen podob osnovi je želel predstaviti našo podeželje v povezavi z kmetijstvom. Kar zadeva kmetijski panog, imamo pri nas praktično vse, kar lahko na področju kmetijstva najdete. In v povezavi s tem je v letošnjem letu torej ta 6. živinorejska razstava. Zdaj po mojem vedenju so naši živinorejci na področju mlekarstva, pa tudi sicer izjemno uspešni, saj presegajo slovenske rezultate in tudi ves čas se beleži ta razvoj. Na eni strani torej zdaj to priložnost je, da pač živinorejci pokažejo tisto, kar najboljšega imajo. Po drugi strani je pa seveda to tudi priložnost, da se zaradi tega, ker pač vemo, da se na kmetijskem področju vedno kaj dogaja. Zdaj govorimo vse tudi o evropski skupni kmetijski politiki, pripravljajo se spremembe in ker so tukaj tudi strokovnjaki iz različnih področij, torej je možno med strokovnjaki od zgoraj na vzdolj, torej temi, ki kreirajo politiko in od spodaj na vzdolj, tisti, ki jo pa v bistvu udejanjajo, torej našimi kmeti izmenjati stališča in tudi kakšno reče, pa tudi z tega strani, torej od spodaj na vzdolj, kakšen nasvet dati, kako bi naj stvari v prihodnje pač tekle. Moram pa vse to priložnost tudi izkoristiti in res čestitati tudi organizatorjem, govedorejsko društvo
in vsem, ki so pripravili to današnjo razstavo, ker vemo, da vreme ni bilo ravno najbolj ugodno v času priprave, ampak zdaj so pa stvari res pod streho, pod soncem, tako da je tudi kaj videti in pa seveda ob tej priložnosti iskrena čestitka vsem, ki razstavljajo in pa seveda tudi tistim, ki bodo pa še posebej nagrajeni. Na ocenjevanju so skupaj predstavili 46 krav. Najboljšim živalim v posameznih kategorijah so podelili zvonce, za obe pasmi so razglasili tudi šampionki. Šampionka črno-bele pasme je postala Heri 97, rejca Andreja Hajška iz Ložnice pri Makolah. Šampionka listaste pasme pa Resi, rejca Jerneja Hohlerja iz Božjega pri Oplotnici. Dogajanje so popestrili tudi mladi rejci, stari od 5 do 10 let, ki so predstavili vodenje teličkov. Priznanje je prejel tudi Franc Kajzer iz Šentovca. Njegova krava Vidra je v kategoriji prvesnic lisaste pasme osvojila 2. mesto. Kako ste se pripravljali za to razstavo? Že kar mučno je bilo. Ja. Za to kravo, ko je bila zvonec, to ne tako, za to drugo pa kar precej. Ker ona je že bila navajena, ko je že bila na Ptuju na stavi. In kaj vam osebno pomeni to priznanje? Za to priznanje nam grobo pomeni, te žene naprej in se grobo naučiš pred tem. Rekli ste, da za to razstavo se niste rabili pripravljati toliko časa kot ponavadi. Kako pa sicer potekajo te priprave? Kaj vse je treba postoriti? Je treba grobo to pomagati, da se to postavi. To smo bili 2 dni, pri tem poleg, pa živino je treba doma pripraviti. Ja. Koliko časa morate skrbeti za kravo takole, da je pripravljena za takšno razstavo? Koliko truda je vloženega? 2 meseca je treba, da ti goniš, se popravi. Ja. Kakšno je pa sicer vaše osebno mnenje o takšnih razstavah? Zelo poučno, da vidiš, da ljudi vidijo, kaj ti manjka na kmetiji. Ja. Koliko glav živine imate? Ukvarjate se pravzaprav s proizvodnjo mleka, je tako? Okrog 30 krav, 20 telic, nekaj pa mladih piktok z oblikom. In koliko mleka pridelate? Vsaki mesec ga damo tam okrog 18 000. In kakšna je kakovost? Kakovost je pa E-klase, še 4 maščoba, 43 beljakovine, tako da ni problema. Skratka, izjemno dober nivo. Kakšni so pa vaši načrti oziroma želje za naprej? Načrti so še moje, samo jaz bom mogel počasi spreči, ne bom mogel tako reči. So mladi zadnji, ko bojo delali. Tako že pomaga tudi vaš vnuk Nejc. Nejc, povej, ali tudi sicer rad pomagaš takole v hlevu pri skrbi za živino? Ja. Kaj ponavadi delaš doma? Telička vodim, pa šrot davam kravom. Tako si telička vodi tudi na današnji razstavi. Kako mu je ime? Reke. Te je ubogal, ko ste šla tale krog na ocenjevanju? Tak. Kaj moraš narediti takrat, ko te ne uboga? Ga naterati. Tudi sicer te veseli takole delo z živalmi? Ja. Torej razmišljaš o tem, da bi lahko mogoče kdaj bil tudi kmetovalec? Ja. Na razstavi, ki sta jo pripravila Kmetijsko društvo Slovenska Bistrica in Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna služba Slovenska Bistrica v sodelovanju z občinami Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole in Rače-Fram, so bili na ogled še plemenski bik, ovce, koze, konji in male živali. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi sodobno kmetijsko mehanizacijo, panjske končnice, prikaze starih obrti in običajev, razstavo kulinarike in film Pot do mleka. Na stojnicah so bile na voljo tudi dobrote s kmetij. V okviru 22 podob bistriških domačij so v soboto 8. septembra odprli 4. rokodelski praznik, na katerem je sodelovalo 20 rokodelcev iz 4 slovenskih rokodelskih centrov. Na ogled je bila tudi rokodelska razstava CDUO Rogatec. Osrednji dogodek prireditve je bila okrogla miza, namenjena predstavitvi Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo širši javnosti, predvsem pa vsem rokodelkam in rokodelcem. Več o tem pa Ljubica Zgonec-Zorko, vodja CDUO Slovenska Bistrica. V bistvu gre za dokument, ki je
osnova za ureditev zelo pravzaprav slabih razmer, ki so na področju rokodelstva, ki jih rokodelke, rokodelci, se pravi izdelovalci naših izdelkov domače in umetnostne obrti vsak dan doživljajo in se z njimi srečujejo. In če se hoče v Sloveniji naša kulturna dediščina, se pravi živa kulturna dediščina, ki jo rokodelstvo zagotavlja, ohraniti, je nujno, da se uredi njihov status, je nujno, da poskrbimo, da postane rokodelstvo zelo pomembna, družbeno odgovorna vsebina, in se jo zaščiti s posebnim družbenim interesom in temu prilagodi tudi vsa sistemska zakonodaja, ki bo zagotavljala, da bo to, kar so naši dedi in babice skozi stoletja ohranili, se ohrani tudi za naprej in bodo mladi rodovi in naša mladina imela mogoče res pravi zeleni poklic za bodočo razvijajočo se Evropo in tudi svojo gospodarsko novo priložnost. 22. podobe bistriških domačij so zaključili z vinsko-kulinaričnim večerom. Na prireditvi so se s svojimi vini predstavili slovenjebistriški vinogradniki, za dobro razpoloženje je poskrbela tudi glasbena skupina Kemaj. Blažek vinsko, pa sončeško sposvetnej, te cel svet pokret mavrca, vilbana, objertna, kej stojiš, dej tezga skota, za naše gnarje viš, za hčer bo dota. Glažek vinčka, pa sončeško sposvetnej, te cel svet pokret mavrca, vilbana. Laj, laj, Vasilij Pinov, pa Kerner in seveda znameniti Rito Znojčan. Laj, 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 laj. Objertna, kej stojiš, dej tizga skota, za naše gnarje viš, za hčer bo dota. Glažek vinčka, pa sončeško sposvetnej, te cel svet bo kot mavrca, vilbana. Laj, 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 pa malo pomagajte, laj, 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 na zdravje. Laj, 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 laj. Objertna, kej stojiš, dej tezga skota, za naše gnarje viš, za hčer bo dota. Glažek vinčka, pa sončeško sposvetnej, te cel svet pokret mavrca, vilbana. Laj, 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 cel svet pokret mavrca, vilbana.
V rubriki Lokalne novice o dogodkih v Slovenjebistriški vojašnici, novih programih Ljudske univerze in drugih dogodkih. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v petek, 7. septembra, gostila poslovni zajtrk. Na srečanju so predstavili ponudbo izobraževanj, ki so na voljo za podjetja, ustanove in njihove zaposlene. Gre za popolnoma brezplačne tečaje, delavnice in treninge, za katere se Ljudska univerza Bistrica pripravlja za nove razpise. Projekt vključuje izobraževanje z področja računalništva, splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, usposabljanje za življenjsko uspešnost, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, slovenščino kot drugi tuji jezik in začetno integracijo priseljencev. Prednost pri vključevanju v programe bodo imeli slušatelji starejši od 45 let. Programe so predstavile direktorica Ljudske univerze Brigita Kruder, Maja Kanop-Krevh, vodja svetovalnega središča in programov za pridobivanje izobrazbe, ter Darja Kušar, vodja projektov. K izvedbi projektov bodo pritegnili tudi nekatere znane slovenske predavatelje. Društvo za kulturno vzgojo Krog, ki je imelo sedež v Mariboru, že eno leto deluje v Slovenski Bistrici. Uspešno društvo s tradicijo z dobrim delom nadaljuje tudi v novih prostorih na Tomažičevi ulici 4 v poslovno-obrtni coni. V svoje vrste želijo privabiti tudi nove člane, zato so v petek, 7. septembra, v društvenih prostorih pripravili dan odprtih vrat. Kot je povedal Andrej Flis, predsednik društva Krog, so zadovoljni z doseženim leto dni delovanja v Slovenski Bistrici. Dejansko bi lahko rekel, da smo presegli svoje rezultate, katere smo si zadali. V prvem letu sta delovali dve skupini, mlajša in starejša skupina. Za starejšo smo se uvrstili tudi na regijsko tekmovanje, medobmočno tekmovanje, za mlajšo pa tudi na območno, tako kot starejša. Prav tako smo dobili povabilo od Folkarta za nastop na Folkartu, tako da bi za prvo leto res več kot uspešno, tudi glede števila članov in tudi glede glasbene skupine, katera se je ustvarila pri nas. Saj imamo dejansko 6 muzikantov. Koliko je torej članov? Članov je 32. Sedaj imate vpis, torej do kdaj se lahko vpišejo otroci, do kdaj lahko starši svoje otroke vpišejo in seveda kje lahko dobijo informacije? Ja, informacije lahko dobijo preko e-maila oziroma telefona, kateri so objavljeni tudi na Facebook strani, ali pa preko maila info@društvo-krog.si. Drugače pa sam vpis poteka celotni september in mesec oktober, tako da v teh času lahko otroci pristopijo tudi k društvu. Dve skupini otrok vodi Lea Rumeš, ki v društvu poučuje že od samega začetka. Delo poteka po posebnem programu, ki ga je razvil pokojni koreograf in baletnik Iko Utrin. Ta program je poimenoval Lala Bum in zmeraj je govoril, da tisti, ki da ta program nekako skozi, pripravi svoje telo, ki je naš inštrument, na bodočega športnika, plesalca, karkoli. Podarek njegovega sistema Lala Bum je v bistvu na razvoju ritma, razvoju koordinacije, orientacije v prostoru, razvijanju tega ritmičnega in pa tudi melodičnega posluha. Sinhronizacija, vse skupaj. Eno leto že delujete tukaj v Slovenski Bistrici. Kot smo slišali, ste z doseženim v tem času lahko več kot zadovoljni, je tako? Res je. Naš največji dosežek je, še zmeraj trdim to, da je v skupini v samem začetku že 9 parov, od tega, govorim parov, pomeni tudi plesalcev. To je naš največji dosežek, jaz osebno si to štejem v veliko čast, kajti fante pri tovrstni dejavnosti je izredno težko pridobiti. In oni so pravo bogatstvo. Dekleta, to je nekaj drugega, ne? Fantje so tista pika na i, res pa je, da fantje ne morejo plesati skupaj. Torej, fantje in dekleta, 9 parov, to je to, kar smo si samo želeli. Imamo pa tudi podmladek, ne? Tam skupino čisto mladih plesalcev, vse od 3 let in pol. In samo želimo si lahko čim več takih. Hvala lepa. Maj, ti si v tem društvu že 5 let, če se ne motim.
Kdo te je pravzaprav navdušil za ples, zakaj si se pridružil temu društvu? Že od malega me ful zanima glasba, ples, inštrumentalne dogodivščine. Navdihnila me je mama s to glasbo, verjetno imam tudi po njej tale navdih, ples, talent. Kaj ti je pa sicer tukaj najbolj všeč, verjetno tudi druženje z vrstniki? Ja. Všeč mi je, ker spoznamo nove plese, tudi tiste težje, ki jih še danes tisti starejši plešejo. Všeč mi je, da smo tako iznajdljivi, povezani z plesom in tako, da smo skupaj, razvijamo svoj glasbeni, ritmični posluh. Torej ob koncu povabi še tiste, ki razmišljajo, ali bi se vam pridružili ali se vam ne bi. Ja, tu je tako, tistega, ko zanima glasba, ni problema, lahko se nam takoj pridruži. To je pravo mesto za tistega. Saj tukaj spoznavamo nove linije, ritma, glasbe, plesa, tako da lahko pohvalim celo to društvo Krog. V soboto, 8. septembra, je obiskovalcem odprla vrata vojašnica Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Na ogled so bile statične in dinamične predstavitve vojaške opreme. Pripadniki Slovenske vojske so med drugim prikazali delovanje premične kuhinje, tuširnice, pralnice in prečiščevalne naprave. Na predstavitvi so sodelovali tudi gasilci PGD Slovenska Bistrica. Na letošnji dnev odprtih vrat smo se odločili, da bomo vrata odprli na nekoliko drugačen način, kot je to bilo v preteklih letih. Želeli smo prikazati dejansko vse tiste aktivnosti, katere izvajamo pri našem vsakdanjem delu, tako doma kot v tujini. Zato smo se odločili, da bomo postavili eno tako mini bazo, katero smo poimenovali po osebi, po kateri nosi vojašnica ime, se pravi po Vincencu Repniku. Po eni metodologiji, ki je znana v NATO. Zakaj vira? Ravno zaradi tega, ker se jemljejo črke imena in pa priimka osebe. In na okviru tega smo v glavnem prikazali vse aktivnosti kompletne oskrbe, ki jo izvajamo predvsem v terenskih pogojih. Nekoliko manj je bilo prikaza praktičnega, vezanega na transport, kar je tudi ena od naših osnovnih dejavnosti, vendar smo v tem smislu pa prikazali vsa vozila, s katerimi izvajamo svoje normalne naloge. Tako da je bilo mogoče videti, kako prečiščavamo vodo, kako pripravljamo hrano, to tisto, kar je seveda zelo pomembno, prazna vreča ne stoji, oskrba z gorivom. Potem prikazali smo način dela poveljstva oziroma štaba v terenskih pogojih, v tako imenovanem taktičnem operativnem centru. Poskrbeli smo tudi, da so se lahko malo na dnevu odprtih vrat pozabavali najmlajši, ki so prišli v tako imenovanem otroškem kotičku, kjer smo uporabljali neke metode maskiranja in podobno, kar je seveda za otroke bilo še posebej zanimivo. In pa obiskovalce smo omogočili tudi, da na nek način, ne v nekem velikem obsegu, ampak vendarle poskusijo, kako to izgleda pripravljena hrana v terenskih pogojih. V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica so v ponedeljek 10. septembra slovesno obeležili dan 670. logističnega polka. Slavnostni govornik je bil polkovnik Vincenc Arko, poveljnik logistične brigade. Danes obeležujemo dan enote iz sestave logistične brigade Slovenske vojske, enote, ki se izpolnjevanje svojega poslanstva ter iz njega izhajajočih nalog dotika prav vsakega poveljstva in vsake enote Slovenske vojske. In neposredno tudi prav vsakega njenega pripadnika ali pripadnice. Torej, obeležujemo dan enote, ki vpliva na delovanje vsakogar izmed nas. Za vami in vašim delom se pripadniki srečamo že ob prihodu v Slovensko vojsko, ko zadolžimo prvi komplet uniforme in potem nenehno
med opravljanjem vojaške službe in sicer na vseh aktivnostih, ki zahtevajo logistično zagotovitev delovanja. Pa naj bo to v obliki zagotovitve oborožitve, streliva, minsko-eksplozivnih sredstev, raket, hrane, vode, goriva, uniform, prevozov ali zagotovitve bivanja v terenskih pogojih. Vse našteto zagotavljate poveljstvom in enotam Slovenske vojske za opravljanje rednega dela, za opravljanje usposabljanj, urjenj, kakor tudi za izvajanje nalog v mednarodnih operacijah in misijah ter za delovanje v mednarodnih strukturah Slovenske vojske v tujini. Vaše delo, pripadnice in pripadniki polka, je gosto vtkano in globoko vtkano v delovanje Slovenske vojske, tako v vojaškem kot civilnem okolju, tako v domovini kot v tujini. In vaše delo je ključno v izpolnjevanju imperativa, da imamo pripadniki Slovenske vojske pripravljanju nalog ustrezno in zadostno logistično podporo. Ta je, kot vemo, odločilnega pomena, tako v bojevanju, kakor tudi pri zagotavljanju vzdržljivosti vojske za njeno izvajanje v daljšem časovnem obdobju. In ni zastonj rek, da je dober vojak oblečen, suh in sit. Le tako oskrbljen se bo lahko v celoti posvečal njegovemu poslanstvu in bil zanj tudi motiviran. Takšen vojak bo imel visoko bojno moralo, z njim se bo krepila bojna moč in z njo vojskovalna moč Slovenske vojske. Ta pa je tista, s katero se premaguje sovražnika. Vaše delo je tudi močno vpeto v civilno okolje, pa naj bo to v okviru rednega sodelovanja polka in Slovenske vojske, ki je pomembno. Ali morda še bolj v okviru delovanja, v katerem Slovenska vojska na poziv in skladno z odločitvijo pristojnih pristopi k zagotavljanju pomoči civilnemu prebivalstvu ob naravnih in drugih nesrečah. Pripadniki polka imate znanja in veščine in rokujete za opremo, ki je uporabna tudi v tovrstnih nalogah. Civilno okolje računa na pomoč Slovenske vojske in Slovenska vojska računa na vas. Spoštovane pripadnice, spoštovani pripadniki, preveč bi bilo, če bi sedaj naštel vse naloge, katere ste opravili, če bi naštel vse uspehe, ki ste jih dosegli in če bi naštel vse pohvale, ki smo jih prejeli in ste jih prejeli za svoje delo. Povzamem lahko, da ste tudi v tem zadnjem letu delovanja zavzeto, odgovorno in profesionalno opravljali vaše naloge. Vse to pa ne bi bilo mogoče brez tistih najpomembnejših, vas pripadnikov polka, pa naj si boste tisti, ki naloge opravljate na vodstvenih, oskrbovalnih, transportnih, štabnih, podpornih ali drugih področjih. Vsi ste morali izkazati, da ste odgovorni, strokovni ter profesiji, enoti in domovini predani pripadniki. Moje želje in pričakovanja so, da tudi v prihodnje ohranjate visoko raven profesionalnega dela, da ste dober kolektiv, v katerem se dobro počutite in se radi v njega vračate. Ob današnjem dnevu praznovanja vam želim, da se poveselite. Spregovorite besedo o minulem delu, obujanju spominov, predtem pa se družite in okrepite vašo energijo za smel korak v jutrišnji dan, v vaše novo leto delovanja. Pripadnice in pripadniki 670. logističnega polka, iskrene čestitke ob dnevu vaše enote, pohvala in zahvala za uspešno in odgovorno opravljeno delo ter vse dobro 670. logistični polk. Gost med njimi je bil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in pripadnika polka, je nagovoril tudi polkovnik Friderik Škamlec, poveljnik vojašnice Vincenca Repnika. V ponedeljek ste pripravili tudi dan polka. Ob tej priložnosti ste se seveda zahvalili pripadnikom Slovenske vojske in pa seveda vsem ostalim, ki so tako ali drugače pripomogli k kvalitetnejšemu delu. V vojašnici, mogoče ob tem še to vprašanje, zdi se, da je usoda posadke, ki je nastanjena v tej vojašnici, zopet malce negotova, bo to prihodnje polk ali bo bataljon? Žal vam na to vprašanje v tem trenutku ne morem dati odgovora. Tisto, kar je zdaj enkrat meni znano, je to, da do nadaljnjega ni nobenih sprememb.
To pomeni, da ostane do nadaljnjega polk. Kaj bo pa v prihodnje, pa jaz osebno pričakujem, da bo več znanega relativno hitro po vzpostavitvi in funkcioniranju nove vlade. Polkovnik Škamlec, v najenem pogovoru pred časom za občinsko tiskano glasilo Informator sva opisala tudi vašo pot poklicnega vojaka, zelo zanimiva. Sicer pa ste v Slovensko Bistrico prišli leta 2013, ko ste bili imenovani za poveljnika vojašnice. Naj povemo, da konec tega leta odhajate na novo dolžnost. Povejte nam, namreč upokojili se boste, povejte nam, s kakšnimi spomini zapuščate naše mesto in pa seveda to vojašnico. Ja, tako kot ste povedali, od leta 2013 sem poveljnik vojašnice Vincenca Repnika. Ni mi to prva vojašnica, lahko nekako delam primerjavo med Mariborom, Pivko in pa Slovensko Bistrico. Moram reči, da bom odšel, upam, da dočakam ta december z zdravjem, kot ga trenutno imam, z izjemno lepimi vtisi na Slovensko Bistrico. Jaz mislim, da tudi današnji obisk, pa ni to danes nobena poslovitev mene iz Bistrice, to bo takrat, ko bom uradno predal svojo dolžnost svojemu nasledniku. Dokaz, da z lokalno skupnostjo, z organizacijami, zvezami, društvi, z občino izjemno dobro sodelujemo. Jaz si res v bodoče samo želim, da bo moj naslednik nadaljeval z tistim in izboljšal še nekatere stvari, ker vedno še se da kaj dodati. Tudi na koncu naše sodelovanje se je mogoče začelo, da rečem najno ali pa naše malo pozno, mogoče bi bilo dobro kako leto prej. Jaz sem posebej vesel, da nikjer, tako tudi zadnjih 5 let v Slovenski Bistrici, nisem imel nobenih težav z mediji, izjemno korektno sodelovanje, vaše izjemno korektno poročanje o vsem, kar se je v vojašnici in pa v enoti dogajalo. Jaz si želim in pričakujem, da bodo tudi tisti, ki pridejo za mano, tako nadaljevali in da bo podpora takšna, vsaj takšna, kot sem jaz imel v teh 5 letih, glede na lokalno skupnost, zveze, organizacijo in vse ostalo, imel tudi moj naslednik. Polkovnik Friderik Škamlec je povedal, da je bilo sodelovanje z lokalno skupnostjo in z to civilno sfero nasploh korektno in v obojestransko zadovoljstvo. Najbrž bi temu pritrdili. Ja, najprej bi seveda želel čestitati pripadnikom te enote, ki je tukaj pri nas v Slovenski Bistrici ob njihovem prazniku. Zdaj, ko se spogledujemo z vojsko, je vojska tradicionalno v Bistrici prisotna tudi skozi zgodovino in torej tudi v današnjem času je ta enota tukaj pomembna, ker je pač logistična enota. Vemo, da je logistika srce vojske. No in ravno tudi zaradi te specifike je verjetno to sodelovanje za to enoto tukaj pri nas še toliko bolj dobro. Sodelujemo na različnih področjih, vedno kadarkoli smo jih zaprosili za pomoč, so se aktivirali. To je pa bilo še posebej pomembno takrat, ko imamo recimo ujme in posebej seveda so bili, če se spomnimo nazadnje, v času žleda aktivirani tudi pripadniki Slovenske vojske. Sodelujejo tudi pri vseh drugih akcijah, naprimer zdaj, ko bo ta ekološki dan, ko bomo spet čistili Slovenijo in tudi Slovensko Bistrico, pa tudi sicer, tako da ob tej priložnosti, ob čestitki seveda izrekam tudi zahvalo za vso to sodelovanje in želim, da bi se seveda ta pristen stik ohranil tudi v prihodnje. Vojašnica Vincenca Repnika tu v samem središču mesta je seveda na zelo atraktivni lokaciji, ampak najbrž v nekem srednjeročnem obdobju ni pričakovati, da bi Slovenska vojska oziroma generalštab to lokacijo sprostila, ampak ne glede na to, zdi se, da se je vojašnica dokaj uspešno vpela v to lokalno okolje. Ja, zdaj prostorsko je res umeščena nekoliko nerodno, to spet izhaja iz zgodovine. Za časa Avstrije je bila ta vojašnica na robu takratnega mesta, potem se je seveda razvijalo se je tudi mesto, ki jo je obdalo in v tem smislu pač hromi razvoj v tem delu področja. Treba pa seveda priznati, da smo v preteklih letih pridobili kar nekaj
objektov in tudi zemljišč iz območja vojašnice. Nenazadnje tudi srednja šola je postavljena prav na bivšem območju vojašnice, pa tudi nekateri drugi objekti so bili sproščeni, tako da je prostorsko seveda zdaj to območje vojašnice zelo skrčeno in po moji oceni niti ni več toliko moteče. Seveda je bilo pa vseeno koristno, če bi bilo mogoče, da bi vojašnico v bistvu predstavljala neko drugo lokacijo. Verjetno je bilo to dobro tudi za samo vojsko, posebej še zato, ker je to logistika, tako da prizadevanja seveda v nekem sodelovanju bodo tekla še naprej v tej smeri. Mi izjemno dobro sodelujemo z Slovensko vojsko v tej naši vojašnici. To je naša vojska, treba se zavedati tega, ko se pa seveda pogovarjamo o selitvi, pa res izključno samo iz teh prostorskih ovir pri širitvi mesta. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 14 kaznivih dejanj, od tega 5 tatvin, poškodba tuje stvari, grožnja, nasilništvo, 2 povzročitvi lahke telesne poškodbe, goljufija, povzročitev splošne nevarnosti in 2 nasilji v družini. Slovenska Bistrica. Nekdo je občanko ogoljufal za 20 evrov, z nekega avtomobila pa je izginila tudi registrska tablica. V eni od prodajaln je znani storilec ukradel blago v vrednosti nekaj manj kot 42 evrov, nekdo pa je občanu poškodoval osebni avtomobil. Žabljek. Znanec je občanki grozil z napadom na telo in življenje ter z njo surovo ravnal. Bukovec. Tudi tukaj so govorile pesti, saj je znana oseba občana udarila v glavo in ga lahko telesno poškodovala. Črešnjevec. Neznani storilec je vlomil v zabojnik, iz katerega je odpeljal večjo količino gradbenega materiala za izdelavo fasad, podjetje pa oškodoval za 10 000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, izdali 46 plačilnih nalogov, podali 4 obdolžilne predloge in začasno vzeli 6 vozniških dovoljenj. Eni kršiteljici so zasegli moped, 2 kršitelja pa tudi pridržali. Z področja javnega reda in miru so posredovali 11krat, obravnavali pa so še en požar in prekrške z področja prepovedanih drog. O športu, tokrat o jubilejnem 40-letnem delovanju kegljaškega kluba Impol. Kegljaški klub Impol Slovenska Bistrica je v nedeljo 9. septembra pripravil prireditev ob 40. obletnici svojega delovanja. Na keglišču v Slovenski Bistrici so najprej izvedli mednarodni turnir, na katerem so sodelovali kegljači iz Slovenije in Hrvaške, zatem pa so najbolj zaslužnim članom in podpornikom podelili tudi priznanja. Spoštovani, današnja informativna oddaja se je iztekla, niso pa se še poslovili lepi sončni dnevi, zato jih izkoristite za obisk narave, nabiranje gob, orehov in drugih jesenskih darov. Pa srečno do prihodnjič.